poskušal resno odgovarjati. Hvala pa najprej Zboru za Republiko iz dveh razlogov. Prvič zaradi organizacije te tribune in same sestave. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, tudi napis, ki je za nami, govori o tem. Drugo pa zaradi same vsebine. Smo v nekem odločilnem času, na začetku nekega finala pred državnozborskimi volitvami, pa tudi lokalnimi volitvami novembra letos. Skratka, v letošnjem letu se bo v veliki meri odločilo o tem, kako bomo Slovenci v prihodnosti živeli. In to ne samo za naslednja 4 leta, ampak mislim, da za kar daljše časovno obdobje. Zdaj, ko govorimo o slovenski državi, je potrebno reči, da nimamo samo eno. Imamo dve. Imamo državo, ki jo vidimo, ki je na površini, in imamo globoko državo. In povsod nas čaka veliko dela. Pri tej državi, ki je na površini, so nekatere stvari še kar v redu in so nekatere stvari, kjer tranzicija ni bila dokončana ali pa sploh ni uspela. Vendar, da te stvari dokončamo, je najprej treba, in to neusmiljeno, razgraditi globoko državo. Ker če se ne... Ker če se ne bo razgradila globoka država, lahko tisti, ki sedimo tukaj, pa še kdo zraven na volitvah tudi zmagamo, postavimo vlado, ki bo na površini vladala. Zdaj na koncu bomo pa prišli v nek čas, ki ga najbolj označuje nek dogodek, spomin nam bom podelil zdajle. Ko smo tam leta 2000, ko je bila tista začasna vlada pod vodstvom dr. Bajuka, imeli že tam tik pred volitvami eno zadnjih sej, je zdaj že pokojni minister za kulturo, takratni minister za kulturo, Rudi Šeligo, na koncu dvignil roke, pa je rekel, gospod predsednik vlade, si pa nekaj vprašal. Pa je rekel dr. Bajuk, ja, seveda, gospod minister, ne. Dnevni red smo upravili. Je rekel, kdaj bomo začeli vladati? Nekaj je bilo jasno, da smo vladali, ampak nismo vladali. Vladali so drugi. Bilo ste še nekaj mesec, odkar je vlada prevzela, vse skupaj je bil mandat dolg 6 mesecev, ampak videlo se je, da vlada ne vlada. Tudi odločitve, ki jih je vlada sprejela, administracija enostavno ni izvajala. Tudi prvi nivo administracije po ministrstvu. Torej, tudi ko je mandat daljši, so ti odpori silni in eno je tisto, kar vidite na površini, drugo je tisto, kar dejansko obstaja in odloča. Danes smo lahko spremljali, vse tisti, ki imamo otroke v vrtcih po šolah, neko situacijo po tem, ali bodo otroci v šolo ali ne, ali bodo starši lahko šli v službo ali ne, ali pa bodo morali ostati doma zaradi varstva. Ne odloča šolski urnik, ne odloča ministrstvo za šolstvo, ampak odloča gospod Štrukelj, ki ga ni nihče izvolil, nima nobene legitimitete za to, ampak on odloča in danes je spet napovedal, da bo 17. aprila cirkus ponovljen. Baraba! Pa to je en tak, rekel, niti ne najbolj povedan ali pa nazoren primer tega, kaj je narobe. To se prikazuje kot normalno, večinski mediji to pač podpirajo. V resnici gre pa za en tak cirkus, kot je bil primer recimo leta 2004, ko so novinarji nacionalnih medijev stavkali na volilni dan, če se spomnite. Takrat, ko je koalicija Slovenija zmagala,
so novinarji stavkali, da ljudje ne bi izvedli, kdo je zmagal. Še do danes niso uspeli povedati, zakaj. Kadar je skoro slučajno srečen, se spomnimo takrat, ko je stavkal, vprašam, a že veste, zakaj ste stavkali? Ja, neka kolektivna pogodba je bila pa... Torej, ena je to, kar vidimo na površini, drugo je tisto, kar je pod to površino in kar vleče niti. Torej, o tem, kakšne davke plačujete, kakšno pokojnino imate, kako se te pokojnine usklajujejo, kakšne so številke na položnicah, ki jih plačujete, samo navidezno, večino samo navidezno odločajo tisti, ki to podpišejo. Drugače so pa neke odločitve sprejete zadaj, ki vplivajo na to. In to so odločitve o tem, da se recimo podeljujejo 100-milijonski krediti, ki se potem ne vrnejo in se bo to prelili na vas. Takšnih odločitev formalno ni sprejel nobena vlada, noben parlament, nekje zadaj se je to dogajalo, ampak plačujete pa vi in tisti, ki je pol na površini, mora to sanirati. To, da se opere milijarda evrov iranskega denarja v največji državni banki, traja to 2 leti, se prek tega plačuje celotna agentura Irana, države, ki je pod trojnimi mednarodnimi sankcijami, plačuje nabavo orožja, jedrskega orožja, kemičnega orožja za diktatorski režim. To formalno ni storila nobena vlada. Se je pa to dogajalo 2 leti. Ob vednosti najvišjih nosilcev funkcij takrat, brez tega, da bi organi, ki so za to pristojni, ukrepali. Kar se da pomeni, da globoka država obvladuje tiste, ki formalno odločajo. Jih postavlja, tudi odstavlja in to dela ne glede na ceno, ki jo država potem plača v smislu izgube mednarodnega ugleda, pa tudi v smislu nadaljevanja tega stanja, ker recimo od oprane iranske milijarde so bile provizije tam do pol milijarde. To je nekaj 100 milijonov evrov. Za nekaj 100 milijonov evrov lahko v Sloveniji kupite 3 volitev. Tako ali drugače, to se dogaja. Tako da mi lahko tukaj vam naštejemo vse dobre točke naših programov, imamo jih, predstavimo ekipe ljudi, ki so absolutno sposobni upravljati ministrske in druge funkcije, ampak to še ni vsa rešitev. Če tukaj ne bo tudi dovolj poguma, da se razgradi ta globoka država, potem je to vse veste. Potem bo to samo privid, da se je nekaj spremenilo, pa se ni nič spremenilo. In ko bomo pogledali nazaj, bomo videli neko linijo, kot jo vidimo za zadnjih 25 let, kjer se natančno vidi, kako smo se počasi segreli v loncu tople vode kot tista žaba. Če žaba vržete v krop, bo ven skočila, če daste v mlačno vodo, si bo fajn, potem pa malo plin privijete in voda se segreva, če dalje bolj fajn je, ne opaziš razlike, na koncu se pa skuhaš. To je tudi odgovor na vprašanje, zakaj so recimo kmetje s traktorji prišli na ulice, ko so čutili, da ministrstvo pa je bilo, pa je ministr od ljudske stranke, ne dela v njihovo korist, pa so bile razmere bistveno boljše, kar se tiče urejenosti kmetijstva kot danes. Danes pa tega ni. Nekako se je to vse razvodenelo, prevladalo ali pa razširilo prepričanje, da se ne splača, nič se ne da, vse je za manj, karkoli naredi se ne da zmagati in tako naprej. Tako da ta
Ta problem, ki je pred nami, je, kar se tiče notranje transformacije, enako težak, izziv je enak, kot je bil pred prvo Demosovo vlado. Enako težak. S tem, da je Demosova vlada imela na grbi še nevarnost iz Beograda in osamosvojitev. In zaradi tega ta tranzicijski del v veliki meri ni bil niti naslovljen, kaj šele opravljen. Tako da je to ostalo neopravljeno v veliki meri do danes. So nekateri inštrumenti, ki morali biti takrat uporabljeni, pa niso bili in jih je treba zdaj uporabiti. So nekateri inštrumenti, ki bi takrat bili učinkoviti, danes pa niso več in je pač treba uporabiti druge. Obstajajo pa, gledajte, nič od tega ni nerešljivo. Praktično noben problem, s katerim se soočamo danes, ni nekaj povsem novega. Različni narodi, različne države, različne civilizacije skozi več tisočletno zgodovino človeštva, ki jo poznamo, so se srečevale s podobnimi problemi in vemo, kdaj so za reševanje uporabili prave odgovore, kdaj napačne, tako da neke tople vode ni treba izumljati. Tudi znotraj Evropske unije, ker danes živimo, so države s podobnimi problemi, jih rešujejo, nekatere boljše, nekatere slabše. Mnoge so jih že rešile, mi jih pa nismo. Ampak o tem mi zelo malo vemo. O tem mi zelo malo vemo. Tisti, ki je odvisen zgolj od slovenskih medijev, praktično živi v vakuumu. Ne ve, da je nek podoben problem tudi na Madžarskem, na Češkem, na Poljskem, na Slovaškem, v Romuniji, v Bolgariji, v Makedoniji, v Srbiji. Še posebej je tukaj blokada, totalna cenzura, če kakšno od teh držav razgrajuje kakšen podsistem pravne države. Po tem naših medijih berete, da tam krše človekove pravice, v resnici jih pa ščitijo. In obratno. In bolj tudi ljudje govorijo, kaj pa tam delajo na Madžarskem, kaj tam delajo na Poljskem, vendar, to se ne sme. Dejansko pa mnogo delajo tisto, kar bi tudi mi morali narediti že zdavno. Tako da izziv, ki je pred nami, je težak, je temeljen, gre za ključno vprašanje, tako kot ste to oblikovali v teh uvodnih stavkih. Vendar ne gre tukaj za iskanje nekih odgovorov v megli, za neko tavanje, za spraševanje v zrak, brez upanja na odgovore. Odgovori obstajajo. Potrebujemo pa moč volilnih glasov za to, da se te odgovore lahko uresniči. In prvi pogoj za to, da se do te moči pride, je sodelovanje strank z podobnimi programi in zaradi tega je tudi to današnje srečanje pomemben korak k temu, da Slovenija postane normalna država. Vprašanje, ampak če smo že delili ministrske resorje, jaz sem mogoče vzel zdravstvo, glede na to, da imam kliniko v Avstraliji, se bo to spoznalo. Lahko bi s prakse delala red potem. V Avstraliji imajo dobre klinike. Ja, je pa seveda zdravstvo eden od družbenih podsistemov, kjer imamo nek konglomerat. Na eni strani je tam ogromno ljudi, zdravnikov, medicinskih sester, ki delajo na etični pogon. Po drugi strani pa pri nabavah v zdravstvu mafija krade z lopato. Danes je preiskovalna komisija, ki jo vodi naša poslanska kolegica Jelka Godec, spravila skozi glasovanje poročilo te komisije. Ta komisija se je ukvarjala z zelo zelo majhnim segmentom tega problema, z nabavo žilnih opornic, enega artikla v tej stroki. Ampak gledajte, v 10 letih po podatkih
po podatkih tega programa, ki pač kaže, koliko javnih sredstev je kakšna firma dobila. V 10 letih se je samo preko nabaja žilnih opornic posrednikom prelilo 200 milijonov evrov. Zdaj, glavni dobavitelj tega artikla, ki je bil tudi po 3-krat preplačan, je bila firma, ki je lastnica tednika Mladina. Mark Medical. Se pravi, vsa ta črna propaganda, to sejanje sovraštva iz te revije v zadnjih desetletjih ste plačali vi. Oziroma vsi tisti, ki so, pravzaprav vsi smo plačali, ker plačujemo zdravstveno blagajno in iz te zdravstvene blagajne se za žilne opornice dalo včasih tudi po 4-krat več, kot stane na Poljskem ali pa v Avstriji, samo po enem artiklu. In to je nesporno ugotovljeno. Kljub temu največja vladna stranka se to poročilo ni glasovala, zaradi tega, češ da je komisija izgubila zaupanje javnosti. Zato ne glasovala. Mora pa to poročilo sprejeti še državni zbor in mogoče bo potem vendarle stekla kakšna preiskava, čeprav o tem močno dvomimo, ker šef posebne skupine tožilstva za preiskavo najtežjega kriminala, gospod Hari Furlan, v tem primeru preiskuje svojega brata. Tako da, kaj dosti iz tega ne bo, dokler se to močvirje ne izsuši. Zdaj, glede na to, kar je bilo prej rečeno, da je denarja veliko, ne? Denarja, recimo, če govorimo o zdravstvu, nikoli ne bo dovolj za to, da se, recimo, uporabijo vsi znanstveni dosežki, vesta napredek, ki ga tehnika danes omogoča, ker tukaj bi isto lahko porabili ves bruto domači proizvod. Zdaj, ta sredstva bodo vedno omejena. Zato je še toliko bolj pomembno, kako se s tem gospodari, da se tukaj ne krade in da se zagotavlja neka elementarna pravičnost. Da imam tukaj neko gibanje za, recimo, zaščito javnega zdravstva, kjer so člani tudi, mislim, da kjer sta člani tudi dva bivša predsednika države in se oba zavzemata za javno zdravstvo, oba so pa na vaše stroške operirali v tujini, v zasebnih klinikah. In to ni predstavljeno noben problem. Sad smo privoščili najboljšo zdravstveno oskrbo in tako naprej, ampak so pa tukaj neke zadeve, kjer se z demagogijo preprečuje, da bi se ta sistem razvil. Vsak sistem rabi konkurenco. Tudi v zdravstvu rabimo in zasebno, in javno. Mora biti tekmovanje, mora biti več ponudnikov za to, da je denar bolj racionalno porabljen. Enako v šolstvu. Ampak tisti, ki so najbolj proti konkurenci v šolstvu in v zdravstvu, sebe in svoje otroke zdravijo v privatnih bolnicah, v tujini, na vaše stroške in svoje otroke šolajo v privatnih šolah. Tukaj pa vam predavajo, da je edina rešitev v monopolnih sistemih. To zdaj treba seveda razgaliti, razčistiti in spostaviti normalne sisteme. Kar se tiče Slovenske vojske, Slovenska vojska se ne razgrajuje, Slovensko vojsko razgrajuje namerno. Namerno. Glejte, predstavljate si, da nekdo, ki ga lahko jutri vrhovno poveljstvo ali vlada pač pošlje v Afganistan, lahko po jutrišnjem stopi na mino in umre, nekdo, ki če Bog ne pride do te situacije, bo prvi šel bran državo, lahko naslednji dan umre, ta dobi 700 evrov plače. Hkrati pa po izračunih računskega sodišča za enega
ilegalnega migranta, ki prosi za azil v tej državi, plačamo 1963 evrov. Zdaj, kako si potem, in to se razlaga kot nekaj najbolj normalnega, kako si potem lahko predstavljate, da bo tak sistem funkcioniral? Ne bo funkcioniral. To je tudi sicer velika krivica. Imamo skoraj 300 000 upokojencev z pokojnino okoli 500 evrov in manj. Skoraj 300 000. Ki so gradili to državo, težko živeli, vzgajali otroke, ki danes plačujejo davke in polnijo pokojninsko blagajno, druge 500 evrov. Nekdo, ki ga pa Evropska komisija z Grčije pošle sem, da tukaj čaka na azil ali pa tudi na zavrnitev, ne pa dobi ne on, ampak toliko vas to stane, cela oskrba in procedura, 1963 ali 64 evrov, se pravi skoraj 4-krat več. Zdaj ta računica se ne bo išla. Ne bo se išla ne nam, ne Evropi, tudi bogatejšim državam, ne. In temu je pač treba narediti konc. Mislim, da je v tem trenutku 9 ali 10 držav članic Evropske unije, ki so že rekli, konc je s tem. Najprej vsaka vlada mora najprej poskrbeti za lastne državljane in solidarna je lahko v okviru tega, kar ostane in tam, kjer je pač to smiselno. Da pa nekdo, ki na koncu niti ne bo dobil azila in ga bo treba izgnati in bodo cirkusi, kot so zdaj s tem sirskim brivcem, stane tiste, ki dobijo 500 evrov pokojnine, 2000 evrov, to je pa absurd. Slovenska vlada najprej poskrbi za slovenske državljane, avstrijska vlada itak najprej poskrbi za avstrijske, nemška za nemške. Kadar v tistem trenutku, ko so malo skrenili z te poti, je nastala kriza, s katero se že vedno otepajo, pa še nekatere druge severnoevropske države so v isti poziciji. In tukaj pa je rezerv, tukaj je eno od teh rezerv, ki obstaja. Druga, kjer je enostavno Slovenijo treba zaščititi, pa po nekaj denarja ostalo. Druga takšna rezerva je, kjer je tudi Slovenijo treba zaščititi, je neka grožnja, ki zdaj visi nad vašimi denarnicami. To so te tožbe hrvaških sodišč do Nove Ljubljanske banke. Ta saga je stara, ne bom to ponavljal, ker ste veliko krat pravili, in tako plačujemo, slovenski davkoplačevalci plačujemo individualnim varčevalcem podružnice nekdanje Ljubljanske banke v Zagrebu po sodbi Evropskega sodišča težke milijone, kar je škandal itak svoje vrste, on ne ve zdaj o tem. Ampak ta podružnica je imela seveda tudi terjatve in dolgove do nekaterih hrvaških podjetij, približno v enaki višini. Približno toliko je imela terjatev, kot je imela dolgove. Je sklenjen dogovor, ki ga je podpisala tudi Hrvaška, da je to stvar nasledstva. Se pravi, stvar neke vreče, kamor bo šlo premoženje in dolgovi bivše države in se bo tam poravnalo, kar se bo. Hrvaška sodišča so potem to na prvi stopni v začetku tega stoletja začela, ne sodišča, ampak po nalogu takratnih hrvaških oblasti je prišlo do nekaterih postopkov in zaradi tega smo potem še marca 2013 na Mokricah s hrvaško vlado podpisali sporazum, v katerem je hrvaška vlada še enkrat podpisala, se zavezala, da bodo zamrznjeni vsi postopki, ki so sproženi, da se novi ne bodo sprožili. Se pravi, 2 mednarodna akta sta tukaj, ki Hrvaško vežete. Mi imamo pa ustavni zakon iz leta 1994, ki pravi, da dolgovi nekdanje Ljubljanske banke niso dolgovi Nove Ljubljanske banke, ki je bila takrat na Novosti. Skratka, imamo to ustavno pravno več.
Ampak kljub temu, smo zvedli zdaj, so hrvaška sodišča že leta 2015 izterjala od Nove Ljubljanske banke, od premoženja, ki ga ima na Hrvaškem, nekaj nepremičnin in tako naprej, za nekaj 1000 evrov teh dolgov, ki so dolgovi na rekovajih, banka ni plačala in jim je Hrvaška davčna uprava to vzela zračunala. Ste kdaj slišali za to? To se je zgodilo nekje pod mizo, slovenska vlada ni reagirala, nobene note ni bilo, nobenega kravala nismo naredili, pa bi ga morali, ker gre za bistveno hujšo kršitev, kot je v primeru arbitraže, ker zdaj tožimo Hrvaško, in sem še dodatno plačeval. No in seveda, ker je šlo prvič skozi, se je to nadaljevalo in v lanskem letu sta bili še 2 sodbi in zdaj je pa Nova Ljubljanska banka plačala 2 milijona. Čeprav ni pravni naslednik, ne bi smela, ampak so kar plačali. In prejšnji dan smo zvedli, da so spraševali vlado, kaj narediti, da so spraševali vladno koalicijo, kaj narediti, pa ni bilo odgovora. In so plačali. Potencijalne obveznosti iz tega naslova so 430 milijonov evrov. Pred tedni ste prebrali, kako je Nova Ljubljanska banka lani poslovala najboljše v zgodovini sveta, ker je dobila vaš denar, oziroma davkoplačevalski denar. No, ampak ni pa objavila teh rezultatov. Zakaj? Zato, ker Evropska centralna banka zelo verjetno, tega se Nova Ljubljanska banka boji, ne bo dovolila izplačila teh dividend državi, sedaj, da bi se nekaj vrnilo davkoplačevalcem, ker obstaja rizik teh sodb do višine 430 milijonov, ki so polno neupravičeni, ampak ker so nekateri že plačali, je to lahko zdaj naprej. Nobene reakcije, vlada niti ni odgovorila na te zahteve, nobene note Hrvaški, ničesar. Zdaj smo mi skupaj z Novo Slovenijo vložili ustavni zakon, da se to prepove. In da če Hrvaška to kljub temu izterja iz premoženja Nove Ljubljanske banke, oziroma njihova davčna uprava izterja iz premoženja Nove Ljubljanske banke na Hrvaškem, slovenska davčna uprava to pokompenzira z računov podjetij, ki so v hrvaški državni lasti, pa pri nas poslujejo od nuklearke, drugih, ne. Najmanj toliko jih je, kot je Nova Ljubljanska banka. Skratka, če ta ustavni zakon sprejet, tega cirkusa ne bo več, ker se jim ne bo splačalo. Mi smo to vložili že prejšnji teden. Strani vladnih strank je bilo rečeno, ja, mogoče bomo pa to podprli, se sami niso nobene rešitve najdli. Ampak minilo je zdaj 10 dni, proučujejo, rekel predsednik vlade nekaj zabrnesti, tako proučujemo. Od leta 2015 proučujejo, nastaja pa ogromna škoda. Največja škoda iz tega proučevanja pa nastaja zato, ker banko je treba privatizirati zaradi obljub, ki so bile takrat dane, pa tudi zato, da jo ne bomo še tretjič sanirali. In ob riziku plačila teh 430 milijonov, kako mislite, da to vpliva na ceno? Tukaj zgubljate še pol milijarde najmanj pri sami ceni. Ker kdo bo kupil banko za dober denar, če je tam rizik za pol milijarde, ki ga bo moral prevzeti. Dakle, totalna nesposobnost, pa tudi špekulacije v ozadju te globoke države, ki bi raje plačala neupravičeno hrvaškim bankam 430 milijonov, samo da tega bankomata ne bi privatizirali. Ko je to prejšnji teden postalo jasno, smo nekateri naivno pričakovali, da zdaj bo to je bila šokantna novica. Jaz sem
tem parlamentu od prvih volitev naprej, pa česa takšnega še nisem slišal. Nisem bil še na takšni seji, kot je bila ta seja za nadzor proračuna, ko smo to zvedli. Poslanci koalicije so bili šokirani, tistih so bili tam, ker pač očitno niso vedeli. Se ni zgodilo. Za mesto in slovenske medije je bila to novica na 6. mestu. Naslednji dan že to ni bilo nič. Včeraj smo brali, da, ne vem, če je to res ali ne, ampak Slovenska tiskovna agencija poroča, da vlada razmišlja, da bi mogoče pa v Ljubljanski banki to škodo kompenzirala iz sklada za nasledstvo. Ta sklad je prazen. Ta sklad ne bi prišlo nekaj premoženja od teh rezidenc pa ambasad, ko smo jih dobili 5 nazaj, če jih bomo prodali. Ampak to je naše premoženje. Se pravi, bi samo dali iz enega žepa v drug žep. Hrvaška nam vzame, mi pa po izlevka žepa to plačamo v desno žep. Pa rečemo, da smo kompenzirali. Če je to res uradni predlog Ministrstva za finance ali pa te vlade, potem so tam še bolj nori, kot zgledamo na svet. Tako da, treba je zaščititi, tukaj pa gre dejansko za zaščito nacionalnih interesov, ampak interesov državljank in državljanov, davkoplačevalcev, ne toliko pred hrvaškimi sodišči, kot pred nesposobnostjo lastne vlade in tistih v globoki državi, ki tukaj v ozadju špekulirajo. Danes smo zbrali dovolj glasov za dovolj podpisov za zahtevo za izredno sejo, tako da ta ustavni zakon bo šel zdaj naprej v proceduro, ampak na pritisk opozicije. Tudi nekaj drugih poslancev se to podpisalo, ampak nobeno od vladnih poslanskih skupin. Sami jih nič naredili, tukaj proučujejo, je pa tik pred zaključkom. Smo zvedli še ena tožba, ki bo ostala pravnomočna, tokrat za, mislim, 20 ali 25 milijonov evrov. In potem se bo ta gora ulila naprej. In predstavniki banke so povedali, da so dobili to odločbo, pravnomočno, izvršno, da morajo plačati, se jim bodo rubli iz premoženja. En dan po tistem, ko je slovenska vlada poslala položnice hrvaškim ribičem zaradi teh kršitev. Ampak zaradi položnic za 2000 evrov so televizija poročale 20 minut, za grožnje za 430 milijonov pa 20 sekund. Tako da, ja, so rezerve, absolutno so rezerve in te rezerve je pač treba razporediti na prioritete in zagotovo je prioriteta tisto, kar je bistvo. V naši ustavi piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Torej, slovenske države brez slovenskega naroda ni in slovenskega naroda ni brez Slovencev. In smo 9. najstarejša država na svetu po prebivalstvu. Ena najstarejša država, ne samo v Evropi, na svetu, te številke, ki je prej lež navajal, žal držijo. In to, da mi dajemo prioriteto na družini, na rodnosti, na univerzalnem otroškem dodatku. To ni sociala, to je investicija v prihodnost. Vsak evro, ki se vloži v to, ki bo omogočil mladim družinam, da imajo otroke, da imajo več otrok, vsak tak evro bo po deseterjen, po stoterjen, tudi v ekonomskem smislu. Če ne bo novih rojstev, tudi ne bo novih zaposlitev, in če ne bo novih zaposlitev, ne bo novih prispevkov v zdravstveno in pokojninsko blagajno, ker se živi iz rok usta, ker ima solidarnostni sistem. Tukaj gre enostavno dejansko za preživetje naroda, države in družbe, skupnosti. Če kdo misli, da je možno z uvozom
iz Afganistana, Pakistana, Sirije in podsaharske Afrike ta problem rešiti je škodljivec, ker to je nemogoče. Tisti, ki so to verjeli, so zgolj ustvarili geta, ki jih imate danes v Bruslju, v Amsterdamu, v Rotterdamu, v Parizu, v Londonu. Pojdite kdaj tja in boste videli, kako ta multikulturnost deluje. Tako da si še policija ne upa tja. Se pravi, to ne prinaša nove blaginje, novi davkoplačevalci, to prinaša nove nevarnosti, nove probleme in v tem trenutku se s tem soočamo in Slovenci imamo to srečo, da v tistem prvem valu v Sloveniji nihče ni videl kot neko idealno destinacijo. Za nekoga iz Sirije smo bili še vedno del vzhodne Evrope, nek del Sovjetske zveze. Vsi so hoteli v Nemčijo in tako naprej, samo zdaj se to vrača. Da se ta val vrača, tako kot smo napovedali, tukaj je pač treba narediti mejo. In tisti, ki imajo zdaj škarje in platno v svojih rokah, tega nikoli ne bodo naredili, ker to ni v njihovi filozofiji, za njih narod ne pomeni nič, je to zgolj neka folklora, ki nekaj predmodernega in tako naprej. Vsak ilegalni migrant je za njih potencialni volilec, nov glas in tako naprej. In tukaj je en od ključnih razlik med našim pogledom na prihodnost in med njihovim pogledom. In rešitev, kot je že prej bilo dvakrat rečeno, seveda ni v tem, da mi zdaj prepričujemo tiste, ki mislijo, da je pravično, da za ilegalnega migranta daste 2000 evrov, slovenskemu pokojnicu pa 500. Tisti, ki tako misli, jaz ne vem, iz česa vleče vrednostno podstat, za takšne zaključke, njega ste nikoli prepričali. Je pa med 50%, ki niso šli na volitve pred 3 leti in pol, velika večina takih, ki misli tako kot niso šli voliti, zato ker niso verjeli, da se da karkoli spremeniti. In več teh bomo prepričali z programom, z skupnim nastopom, z sodelovanjem v to, da se splača iti na volitve in da to vodi do sprememb, prej bo do teh sprememb prišlo. Rešitev leži v tisti polovici volilnega telesa, ki na zadnjih volitvah ni volilo. Ker če bi oni mislili, da imajo izbiro med strankami tranzicijske levice, potem bi šli voliti in volili, ker je bila vsa izbira na razpolago. Izbira ni bila na naši strani, ker ni bilo sodelovanja, ker smo imeli zlorabo pravne države in institucij za volilno kampanjo in tako naprej. Zdaj je situacija drugačna in po 10. juniju so spremembe realne, samo prvi pogoj za to je, da mi verjamemo vanje. In mi, ki smo tukaj, vanje verjamemo.